Moja ocena je, da je varovanje otrokovih pravic v sedanji ureditvi, kot je ustrezno rešeno v Sloveniji. Jaz sem seveda s pobudami o tem, da bi dobili posebnega varuha za otrokove pravice seznanjena. Pravzaprav sem bila z njimi seznanjena že pred nastopom svojega mandata. Sem pa v tem času, ker opravljam to svojo funkcijo, ugotovila več stvari, ki mi govorijo pravzaprav proti ustanovitvi posebnega varuha. Prva je ta, da se področje otrokovih pravic v instituciji varuha opravlja na visokem strokovnem nivoju že sedaj. Da imajo moji sodelavci, ki delajo na tem področju, trdne mednarodne povezave z institucijami, ki so bodisi specifično namenjene otrokovim pravicam, bodisi tako kot naša, kjer imajo to tudi kot eno področje dela, kateremu so zavezani. Naslednja stvar, ki mi seveda govori proti temu je, da imajo ti sodelavci sedaj neposreden dostop do konzultacij sodelavci sorodnih področij. In da lahko koristijo te vire, ki jih imamo tukaj v inštituciji, za to, da svoje delo opravljajo. In če bi se ustanavljala neka nova inštitucija, nov varuh otrokovih pravic, bi se zgodilo to, kar se je zgodilo tudi v naših sosednjih državah, kjer so to naredili. Instituta sta se ločila in je med njima sodelovanje samo še protokolarno. In to ocenjujem za slabo. In tretja stvar, ki me tudi utrjuje v prepričanju, da je trenutna rešitev sprejemljiva ali pa celo dobra, je mnenje ombudsmanov na srečanjih, ki se jih udeležujem v tujini in ki so me, bom rekla, prizemljili tudi s tem, pravi, koliko vas je Slovencev, ne? Slišali smo, da ste majhna država, koliko imate pa prebivalcev, ne? Za 2 milijona prebivalcev in pač ustrezno število otrok nobena država ne vidi, država, bom rekla, noben ombudsman iz tujine ne vidi posebno velike učinkovitosti v delitvi varuhove pozicije.